Slovenska izbrana vrsta je na Nacionalnem nogometnem centru Brdo prvič trenirala lani jeseni pred tekmama dodatnih kvalifikacij, marca pa začela s projektom priprav na nov kvalifikacijski ciklus za naslednje svetovno prvenstvo, ki se nadaljuje tudi v majsko-junijskem terminu. Čeprav Slovenija ne bo nastopila na Evropskem prvenstvu v Franciji, bo v prihodnjih dneh vseeno v soju evropskih in tudi svetovnih nogometnih žarometov, saj bo tekmec dveh udeležencev Eura, Švedske in Turčije. Za fante bi to moralo biti še posebej lažja naloga, ni pritiska in da lahko pokažejo vse, kar imajo seveda v tem terminu. Ob tovrstnih srečanjih s selektorjem so vedno glavna tema kadrovske zadeve. Ponovno jih kroji višja sila, saj sta standardna reprezentanta Walter Birsa in Boštjan Cesar poškodovana. Po okrevanju sta spet zraven Kevin Kampl in Robert Berić, ki ga selektor takole izpostavlja. Je potencial za reprezentanco, ima voljo dečko, ima željo. Je on rekel, da je on mene hotel poklicati, a ga imam v misli, da bi rad prišel, da noče imeti pauze, da bi rad treniral. No. Stalnica zbora v okviru priprav na novo kvalifikacijsko obdobje so tudi novinci. Iz poljske Visle prihaja Boban Jović, iz romunskega Dinama Miha Mevlja, novi reprezentanti iz slovenske lige so goriški vratar Grega Sorčan, Jure Matjašič iz Zavrča in eden od srednjih igralcev novega prvaka Olimpije Rok Kronaveter. Ja, neka nagrada je, seveda je zaslužen za to, kar je delo iz Olimpijo, ampak pravim, to je en svet. Jaz določene igralce tudi pokličem zaradi tega, da vidim primerjavo med igralci na treningih. Tako da ni pa rečeno, nikjer ne piše, da ne bo bil upoklican tudi v naslednjih akcijah. Na njih je, jaz preko treninga pridem do začetne postave. Z obema tekmecema Švedsko in Turčijo je Slovenija doslej odigrala po eno prijateljsko tekmo v gosteh. Turčija bo tokrat prvič na obisku v Stožicah. Osnovni cilj tokratnega druženja je seveda uigravanje in tudi selekcija pred septembrskim zborom za uvodno kvalifikacijsko tekmo v Litvi. Dober rezultat je dobrodošel, ni pa v ospredju. Seveda je lepše zmagati, biti po prijateljski tekmi dobre volje zmagomet, ampak pa še zmeri, in to bom zmeri povedal, rajši pa vidim določen nogomet na določenem nivoju, zgubiti tekmo, ker vidim potencial za prihodnost. Selektor ponovno izpostavlja, da je ob njegovem delu v zaprtem reprezentančnem krogu pomembno tudi predstavljanje njegovih odločitev, pogledov in komentarjev javnosti. Delam na sebi, poskušam in kakor starim, probam določene napake, ki jih naredim, da če me že imate v zobeh, potem jaz to bom probal v prihodnosti čim manj dati teh nekih mojih izjav, predvsem po tekmah, ker po tekmah dejansko lahko narediš napako. Da jih bo čim manj in tudi za sproščen zaključek druženja in prav tak pogled proti prihajajočim izzivom pa je selektor poskrbel s tem, ko se je v slogu premierja Cerarja tudi sam izpostavil z govornim sloganom. Prvi del ima več pomenov, drugi je namenjen vsem, ki se želijo v njegovi izbrani vrsti dokazati.